Spoštovani predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo, general major Ladislav Lipič, spoštovani častni predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo, gospod Srečko Lisjak, predstavniki območnih zvez veteranov vojne za Slovenijo, veterani osamosvojitvene vojne, spoštovani podžupan občine Murska Sobota, gospod Boštjan Brlak, predstavniki koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije, častniki in podčastniki Slovenske vojske, spoštovane gospe in gospodje. Dovolite mi, da se vam najprej zahvalim za povabilo na današnje srečanje. V veliko čast mi je, da sem danes tukaj med vami, svojimi soborci iz leta 1991. Pozdravljam vas v imenu Državnega sveta, drugega doma parlamenta Republike Slovenije, države, ki ste jo s svojim pogumom in odločnostjo postavili na zemljevid sveta in v anale zgodovine. Ko stojim tu pred vami, se mi zdi, da so tisti dnevi strahu in poguma, skrbi in radosti, enotnosti naroda in odločnosti voditeljev tako blizu in tako živo resnični. Ko pa se zazrem v obraze svojih nekdanjih soborcev in ko pomislim na naše otroke in vnuke, rojene v svobodni, samostojni domovini, se zavem minljivosti časa. 27 let bo, odkar je spregovorilo orožje. Skoraj 30 letja je stara naša država. Generacije mladih si ne predstavljajo razsežnosti razlike med svojim današnjim vsakdanom in tistimi našimi časi, ko so nas meje utesnjevale in ločevale od Evrope. Kdo izmed njih bi lahko razumel, kako je čakati v vrsti za pralni prašek, kupovati gorivo za bone, skrivati pred cariniki kakšen kilogram kave in par kavbojk več, kot je dovoljeval tedanji režim. Ja, dolgo pot smo prehodili od tistih dni. Mnoge cilje smo dosegli. Najpomembnejše je seveda izpolnitev tisočletne želje naroda po svobodi, svoji državi in enakopravnosti z drugimi narodi sveta. Na tej poti smo včasih ubirali bližnjice in dohitevali razvito Evropo, ki nam je bila vedno sveta vzor. Včasih pa smo zašli in se izgubili v iskanju boljšega jutri. Vsekakor pa nam je vsako leto in vsak dan suverenosti prinesel novo izkušnjo in drugačno preizkušnjo. Prebrodili smo krize, delene napake in jih popravljali. Sodelovali med seboj in se dostikrat tudi strli. To je naravna in normalna pot razvoja demokracije, le da smo jo mi morali opraviti v veliko krajšem času, kot so jo lahko opravljale druge evropske države. Najpomembnejše pri vsem skupaj pa je to, da so bile odločitve naše. Nihče nam jih ni vsiljeval. Naj si bodo pravilne ali napačne, sprejemala jih je naša vsakokratna oblast. Če pogledamo današnje stanje v družbi, zagotovo ni pretiranega razloga za veselje. Marsikaj bi lahko bilo boljše. Državni aparat ne funkcionira optimalno, pokojninski sistem ne zagotavlja socialne varnosti vsem upokojencem, zdravstvo je nenehno v krizi, mladi izobraženci odhajajo v tujino, primanjkuje nam kvalificirane delovne sile. Skratka, problemov imamo več kot dovolj. Pa vendar, če se ozremo po Evropi, moramo priznati, da tudi razvite evropske države niso imune na posledice globalizacije in zaostrovanja konkurence na svetovnih trgih. Boj za deleže svetovnega trga se ne bije več zgolj med multinacionalkami. Vsaka obrtna delavnica je izpostavljena globalni konkurenci. Četrta tehnološka revolucija, digitalizacija, prehod na električne pogone in obnovljive vire energije, vrnitev industrije z Daljnega vzhoda v Evropo, vse to so izzivi, s katerimi se sooča bolj ali manj uspešno sleherna članica Evropske unije. Nihče ni imun na posledice globalnih sprememb. Dejstvo pa je, da Slovenija zaradi svoje majhnosti občuti vsak pretres na svetovnih trgih močneje, kot ga čutijo demografsko, teritorijalno in ekonomsko močnejše države. Majhnost je sicer naša šibka točka, lahko je pa tudi prednost.
Svojo prisotnostjo na tujih trgih ne ogrožamo močnih gospodarstv, zato nismo deležni protekcionističnih ukrepov. Osebno pa menim, da nam največkrat zgolj manjka poguma in enotnosti, da bi svoje prednosti izrabili v polni meri. Kot da bi se mogočni duh naroda iz 90-ih let razblinil v egoističnih interesih posameznikov in privilegiranih družbenih skupin. Spoštovani soborci, izgubljena bitka ne pomeni izgubljene vojne. Ni razloga za apatičnost in nezaupanje v sposobnost naroda, da se poenoti in iz stranpoti najde pravo smer na poti k uspehu. Del krivde za krizo v družbi gotovo nosimo tudi vsi mi, ki smo se bojevali za svobodno in samostojno Slovenijo. Samostojnost ni medalja za vojne dosežke, ki smo jo prejeli v trajno last, temveč je zgolj prehodni pokal, za katerega se moramo vedno znova boriti vsakič na drugem bojišču in z drugačnimi sredstvi. Veterani smo tudi sami dopustili, da se nas rine na obrobje družbene zavesti. Mladim se premalo pove o pomenu izbojevanja lastne državnosti. Kot da vojna leta 1991 ni bila dovolj krvava, rušilna in dolgotrajna, da bi si zaslužili svoj delež v zgodovini naroda in zavesti mladih rodov. Prav vi ste zaslužni, da smo se izognili balkanski moriji, strateško in taktično onemogočili jugoslovansko ljudsko armado ter sovražniku priskutili voljo do eskalacije bojnega delovanja. In prav vsi, tisti, ki smo aktivno sodelovali v spopadih in tisti, ki so zagotavljali podporo bojnim aktivnostim, smo opravili svoje zgodovinsko poslanstvo. Zato bodimo ponosni. Veterani vojne za Slovenijo smo upravičeni do svojega pogleda na aktualno družbeno dogajanje in do objektivne kritike ravnanj, ki so v nasprotju z ideali, zaradi katerih smo pred 27 leti prijeli za orožje. Da bi se naš glas slišal dovolj daleč, predvsem pa dovolj visoko, se moramo v duhu vrniti v junijske dni leta 1991. Bodimo enotni, pogumni in zasledujmo svoje cilje. Če so se skozi leta med nami skalili odnosi in nastale zamere, je čas, da jih pozabimo. Zagotovo nikoli ne bomo vsi istih misli, vendar to ni bistvenega pomena. Pomembno je, da cenimo svobodo, demokratičnost in suverenost naše domovine. Vsako leto volitev je leto delitev. Ne pustimo, da nas politični interesi razdelijo. Bodimo različni, a ostanimo enotni. Ne umažimo spomina na svetle dni zgodovine našega naroda in nas samih. Predvsem pa predajmo izročilo svojim potomcem. Mir in svoboda sta namreč v tem delu sveta redka gosta in ne ostaneta prav dolgo. Želim vam še mnogo let druženja ob spominih, še več pa ob kovanju in uresničevanju načrtov za svetlo prihodnost. Vsem prejemnikom priznanj vnaprej iskreno čestitam in vam želim, da jih boste ponosno in dolgo nosili. Hvala lepa za vašo pozornost. S prizorišča sedaj slavnostno odhajajo praporščaki pokrajinskih odborov Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Praporščaki, mirno, nali, vo, pohodnim korakom, prej.